Osebe! Zdaj se mi z Etijanom tu šetamo mimo Kidričevega, pa vidim, da je ful gasilcev, zdaj pa ne imali neki ekstra požar ali pa imajo dejansko neki dan odprtih vrat. Tada gremo mi to pogledati, upam, da bo kaj zanimivega, ker ko sem jaz bil mali, realno vsako je bil mali, je hotel postati gasilec. Jaz upam, da se mi ta želja danes izpolni, pa da postanem gasilec za 24 ur. Ovdje večemo gasilska čolada, zaščitna gasilska obleka. Koliko je to približno težko, tako da imaš na sebi gor cirka? 10 kg. Ok, pa to je težko, ko pes predvidevam, ne? 10 kg zdrajene, ja. 20 kg. Samo moje noge to ne izdržale, realno, ne? Lahko probate, ni dan problem, lahko te opremimo. Lahko probam? Seveda lahko probaj. Torej, če gremo s tem vogen, me ne bi smelo preveč. Vogen ne, v bistvu Vogen ne. v objekt, kjer gori, ja. Ok. V ogen pa ne. Ja, kaj pa za ogen so kakšne drugi, ali se to pač prevedem, da se v ogen ne hodi? V bistvu v ogen se ne hodi, normalno, se ogen pogasiš, ne? Ja? Ja. Ampak pač si lahko na neki varni razdalji, zato ja, obleko ja. brez problema. Še to? Ja. O, ja, to pa Probaj gremo vse, onin, ne? Eno cev ti damo, pa lahko do onega avta Lahko letiš si- pa nazaj, da vidim, kako dolgo rabiš. Pa na pune bombe. Bombe? Pune bombe, ne, Ni to nič se pauza. šparat, ne. Kje gori? Gori, beg, gori! Fuck! To je težko. Gori! Vsi vun! Pa ni šanse! Pa kaj ni ni šanse, pa šans. da se zabavaj, no pa ni kako šans. ne. Je bilo vreja? I ti, ko? I ga sit ti. Dajte to dol z mene. Živo. Ej, prijatelj, Hoče uni ali so meni? samo ne, nič mu ne dol devle. Osnova so pomembna. Minutko mi daj. Ne, ker gasilstvo ni minutka. Ker gori, Pride, ne? pride z mano. Zdaj tak je, gasilstvo so pomembne osnove. Gašenje požara se začne z črpanjem vode pa gašenjem. Zdaj glej, Ok. pol boš pa sam proval. Imaš kaj zapis točano? Nič nimam za pit, ker gasilci ne pijemo. Glej zdaj, Gledam. ker ti boš to vse naredil sam. Vzameš ročnik, Boš mi ti pumpal? ne, vse boš sam, ker si dovolj star. To je. Nogo daš na ovoj strani noter, zdaj pa pumpaš, pa probaš podreti tarčo, ne? Viš to so pa igrce. Lejm. Viš, to so pa osnove. Kaj to more past? Zakaj misliš, da je tarča? Ni šans, da more to past. Jaz mislim, da je vode zmanjkalo. Voda! Veš, kaj to pomeni, ne? Da je vse zgorelo. Žal. Boš še mogel malo potrenirati. 24 ur imam, da postanem gasilec. Viš, da je možno? Če probamo tam na mesec dni narediti, za ziher. Ti si kar dela norca, veš? Lahko pa gremo tam še probati pogasiti nekaj. Kar tak. Brez opreme? Super, Z opremo. Kar pride. Pride. Viš, in če ti v bloku zagori, Živim v bloku, ok? odlično. Da To zdaj si že znam. videl, tako zadevo tam. Ta hidrant, V bloku, če si jo videl? ja, To imamo mi v bloku. imate. Moram Zagotovo. pogledati, kje je No, tam. ta hidrant. Ta hidrant ima vodo že noter. Ok, Obrneš se pravi ventil in odpreš vodo. ok. Ko vzpostaviš vodo, imaš potem tam ročnik in še tam odpereš vodo in lahko začneš gasiti. To je v Dvakrat bloku odprem zelo vodo. pomembno, zato ker lahko na začetku kar nekaj pogasiš. Ok. Ok? Zdaj pa jaz bom ti naredil požar, ti pa izvole. Gori. Čakaj, lefti, righti, fuck! Leva ali desna? Jap. Ne, nismo vklopljene vode. Leva. Ja, imam.
Backup rabim, backup! Ni šel za to vse, kaj teče. Čakaj, drugo smer. Ja, prava si. Kak je debil sem. Mango. Bravo. Čestitam, tvoj blok je zagotovo zgorel. Sigurno je zgorel. Žal. Čakaj, tu še kuj voda gre. To je to, puste, bomo mi prevzeli, ok? Mene je iskreno žal. Ja, maj tudi za tvoje sostanovalce. To ni easy. Zdaj se pa lahko res slečeš preko nam skupaj, daš, ker še naš rabo tam uživljanja. Hvala, da si. Prosim. Hvala, da si omagal oprosti, ker nisem mogel pomagati. Nič, ja, hvala Bogu, da živimo v istem bloku, tako da. Daj to dol. Dajte to dol z mene, prosim. Ej, prisežem na dosti zelo respektan gasilce, ker to pač absolutno nič ni bilo fake, kaj ste videli. Oprema, zdaj 20 kil se ne čuje dosti, ne. Sam, ko imaš na te noge, ne rabiš iti na noge. Ko imaš te moje noge, to zdrži moje kile, pa še to komaj laufam. Vsaka čast, stari. Nahajamo se v industrijski coni Talum. Za mano je gasilsko društvo PGD Talum Kidričevo. In danes je napočil čas, da jaz postanem gasilec. Jaz mislim, da imam to na easy skozi, čeprav so mi zadnjič gasilci pokazali, da ni tako enostavno biti gasilec, oziroma sploh ni biti enostavno gasilec, ampak imam jaz to danes. Pa da vidimo, kaj me čaka. Pozdravljen v industrijski coni Talum. Hvala. Kakor si živelo, smo te povabili na naše prireditve med nas. Nahaja se v gasilskem domu oziroma v družbi Vargasal, hčerinski družbi Taluma, kateri upravljajo požarno varnost na lokaciji, poklicni gasilci in vse, kar tukaj vidiš, istočasno uporabljajo prostovoljce kot osrednjo društvo od teh vozil. Mene zdaj zanima nekaj, ne? Kaj mene danes tu čaka? Zakaj? Vi ste mene povabili, rekli ste, Jaka, imamo mi en preizkus za tebe, pač kaj bomo danes sploh delali? Kaj je fora? Mislim, da si zadnjič odnesel nekaj iz naših utrinkov. Ni tako hudo, ko je bilo videti, lahko še je hujše. Imamo danes pripravljeno za tebe eno vajo, počakamo, da prijajo prostovoljci. Izdal ti ne bom, boš v varnih rokah. Samo mene zanima, od 1 do 10, kako hudo zahtevno bo to za mene. Zdaj, ko me ne poznate, če da sem jaz zmožen, ne jokam hitro, tako da od 1 do 10, kako rečemo, težavnostna stopnja. Ko si vztrajen, od 1 do 10. Sem vztrajen, če se gre, da se nekomu dokažem, bom bil vztrajen, no. Potem pa ne bo problema, vidim, fizično si pripravljen. Moram biti, ja. Drugače pa, glede na nalogo, kjer imaš, bo pa tudi dosti psihično, ni višinsko, da bi rekel, da bi ogrožali tvoje življenje, ampak so trenutki, ko je otesnjen prostor, zadimljen prostor, plus tega, da niti ne veš, kje si šel not, pa kje bo šel ven, pa kaj te notre čaka, pa vse skupaj. Zdaj smo pred našim voznim parkom. Prvo vozilo GVC, po novi tipizaciji GVC2, ki ima 4000 litrov vode, posadka 6+1, potem ZD28, zglobna lestev, to je bila zadnja pridobitev za celotno gasilsko zvezo, se pravi 28 metrov delno višine, vertikala za reševanje z višin, prekrivanje, višinska. Potem Mercedes Atego 2416 po starem, specifika naših vozil je obe dve cisterni oziroma GVC-a, oba dva, en ima 250 kg praha, drugi ima 500 kg praha, se pravi zaradi same industrije imamo tako nareto. In pa, kaj še največja specifika vozilo Scania, je odporno na elektromagnete. Zaradi same elektrolize, ki smo imeli notre, oziroma je zdaj v mirovanju, je močen elektromagnet, ki poškoduje elektroniko pa vse skupaj. Tu imamo zaščitno obleko, vsak od poklicnih in pa prostovoljnih gasilcev ima lahko tehnično obleko za požare v naravi in pa lažje intervencije tehnične in pa zaščitno obleko za požare, notranje požare. Za požare v naravi je drugačna obleka kot pa... Ja, je lažja, manjša zaščita je potrebna vse skupaj. Razumem. Dočim za notranje požare
debelejša, večja zaščita zaradi same temperature, zaradi same... To smo imeli zadnjič gor, to smo imeli zadnjič gor. Zaščitna čelada, intervencija, Okay. za vse intervencije in pa za tehnično reševanje in pa tudi za gozdne požare z ščitnikom za vrat, isto tako kot tu. Torej, če sem prav gotovil, danes bom jaz imel tako opremo za notranje požare, ali kako bo to izgledalo? Zdaj ne vem, mislim, da ti bomo dali takšno. Aha, okej. Ta je malo nivo više, zaradi industrije, zaradi višje zaščite. Nam ti povedal naprej, zakaj. Bolj si zaščiten, bolj vse, ker te imamo izključno za aluminijasto industrijo, če brizne aluminij pod tebe, da te bolj varuje. Ne boste mi povedali, zakaj bom imel tako dobro opremo? Zaradi zaščite, glede na to, kam gremo. Potem tudi vsak gasilec ima notranje podkapo za notranje požare, travniške požare, se pravi, da ti ne more priti za masko, za dihalnim aparatom nikam. Dobro, razumem. Tudi plametne, če letijo, vrvico, pritrdilno, če jo potrebuje. Potem svetilko, eni imajo na čeladi, eni imajo tukaj in pa seveda dvojne rokavice. Ena lahke tehnične, za tehnično reševanje in pa za požare. Te vidim zdaj zaščiten, sigurno bom. Zaščiten, definitivno boš, pa za varnost bo poskrbljeno. Bom pa imel najboljšo opremo, ker Bog ve, kam me bo not dali. Vidite, kaj delam za vas, dajte like video, napad se svoj. To so dejansko naša prva vozila, s katerimi izvažajo poklicni in pa prostovoljci. Tukaj odzadaj pa imamo za prevoz moštva in pa logistiko, tisto je poveljniško vozilo in pa zadnjo logistično vozilo z ploščadjo zaradi potreb intervencijah tehničnih, se pravi črpanja vode, vse skupaj je vzaj nakladalna rampa, naložimo opremo, noto, agregate, lahko lepo zapeljamo na lokacijo in rešimo tam. Tega danes ne bomo rabila? Danes bomo rabila enega od teh. Verjetno bomo kar tega uporabila, Scanijo, bo vozil naš dečko. Samo še čakamo ekipo, ker če gremo zdaj tako kot to, glih ni to idealno. Ste šli to proper, jaz mislim, da mi tu malo špricali, kak je fajn, se slikali. Tisto imamo za otroke, na preventivno dnevo. Više gremo, več moraš vedeti, na žalost. Kaj če bi mi predstavili, kak je dan, danes nisem se vreden najedel, nisem se vreden napil. Eto, imaš ti čas sredo, ker jaz res ne, danes ne. Čelava gor že? Še. Dajmo masko gor. Masko tu visi. Tam vun že? Ja, masko vun. Opet do ključnega. Kako si tam iz notranjega žepa? Levo je, ne? Ta pa imam jo. Ladam gor? Ne še, dobro si dal prek paske. Tu smo vključili prevedati, samo da ne slika vredno. Hvala, bez nami. Si zategnil zgodne? Nisi. Še. Si je mogel zdaj. Okay. Boris. Napad.
Maska, gor. Gor se vrži, dol bebe. Spodno. Stolice. Gor. Akcija, dečki, akcija. To še nosi. Gremo. Bori se. Čim niže. Tak, nema više. Dol, gora je mogla. Gremo, na kolena. Odpri vrata. Pozljivo. Ok, zrede. Gremo. Na kolena. Zdaj se odloči, kjer je temeljna država, desno ali levo? Desno, desno, to pa gremo ravno. Lepo, že nič. Malo ženo. No, gremo. Posrednje. Vrata dvojno. Metra ena oseba. Metra ena oseba, tako da jo moramo čim prej najti. Dobro, gremo. Vrata, vrata, odpred, gre. Poglej. To je prazno. Pride nazaj, prazno. Gremo naprej. Naprej gremo. Še ena vrata. Poglej. Ti pa se ne pade. Ni osebe. Pomeni naprej kaj. Desno, še ena vrata spušče. Zdaj bo to ta vrata gleda. Gremo nazaj, pogledamo še teti prostor. Kaj bomo zdaj tu ubrali? Levo steno. Prostor je večji. Dobro, ja lahko reči, prosto vi, zdaj se bomo navezali na vrh, bomo simulirali, imamo vrdidijo varnost. Požara ni več, da dignem prostor, znotraj bi naj bila oseba. Jaz sem še zahteval ne naredil prezračevanje, ampak sklepni prostor vse pravi. Gremo iskat naprej. Še iščem, ne vidim nič, absolutno nič. Ali pa se nič ne vidi, jaz moram najti sebe in rešiti. Stena še ena, ni šansa. Ok, nekam sem prišel, vrata, kje je moja luč? Poglej noč. Gremo dole. Kje je stena? Še ena vrata. Oseba! Oseba! Vreme, iznesi ven! Nisi še tako dojel! Tako vi moraš priti! Tam ko smo cel pusli, do tam moramo priti. Tak! Tu je stena, tu je vsaka stena. Ne slišaš, jaz si pri stene, zgrešaš se stene. Zgaražni viši, je to eka osebno za obebe. Brat, tu je stena, tu je stena. Tu je stena, pride. Meta, vse, pridi brat. Gremo še. Tupi, ni brat, tupa je samo, zlemala se je. Tak, pa drugi spet. Gremo še, nismo tu prišli.
Pazi, z nogami tipaj. Edi tu. No, še. Čepaj. Zdaj pa ga primi pod pazduho. Evo ti ga nagnimo pred, tak je. Maš, da nam ne odpaj. Gremo. Pazi, da se nas potakne. Gremo tu desno. Tu gremo desno. Niše. Malo se bija, state. Malo se pindavečki sika. Izraka. Tiho. Se tu passa, meu. Ja. Povej nekaj, stari, jebi se. Alo, to je bila vaja, ne? Ni šans, da bi tudi preživel noter. Ne smem sploh priti do zraka. Ej, fuk je, crazy, pač vsaka čast, stari, jaz. Alo, ne morem, sploh ne vem, kaj narečem, ker sem crken. Največji problem je, da absolutno nič ne vidiš. Pol te panika zgrabila, moram priznati, alo. Ko sem prišel not, sem se mogel malo psihično pripraviti, da bo treba iti zares. Ker za sekundo mi je že tam malo, ko sem ono temo videl, pa doben več ni bil za mano, mi ni bilo vseeno, stari. Ampak glej, brata smo rešili, upam, da vse vrijo z njim, upam, da nisem bil malo prepozen, kar zgleda, kot da sem bil. Ampak, stari, vsaka čast gasilcem, stari, vsaka čast vsem, ker od zunaj zgleda vse tako lepo, veš, gremo nekoga rešiti, stari, ni tako vse lepo, ne. Hvala, rekli ste, da me ne boste zadnji pustili. Ti si mene zdaj pustil. Mogoče ima prav, ja. Alo! Alo! Ne smemo vas! Ne da si videl, zdaj! Evo, tako pustimo. Ko prija prvič z intervencije, sicer je bila to vaja, samo da užvejo, kak občutek je, da te nekdo preseneti, pa ko se varno vrnemo, pa kjer ima prva intervencija. Vsaka čast, še enkrat veliki respekt, imam še večji respekt. Upam, da ste zdaj videli, da ni vse tako hudo rožnato, vse hudo fino. Enih 5 minut je zdaj že od naše intervencije in še kar sem ekstremno zadihan. Outfit of the day. Ampak glej, respekt absolutno vsem gasilcem, respekt tudi vsem policajem, reševalcem. Če bi raje, da grem na neko intervencijo z njimi, napišite v komentar, lajkajte video. Najlepša hvala dečkom iz PGD Talum Kidričevo gasilsko društvo. Vsaka čast, fenomenalno so mi pokazali. Zdaj vidim, da za gasilca še nisem, ne. Bom malo stal pri igrcah, pa bom rajši profesionalno pustil. Drugače pa lajkajte video, idite na moj Instagram in Tito profil, vse imate spodaj v opisu. Pa še enkrat, subajte se za še več takih bangerov. Ajde, se čujemo. Voda, voda! Veš, kaj to pomeni, ne? Da je vse zgorelo. Žal.